naši rubriki Holistični protokol se ne bojimo tudi težjih težav, naslavljamo jih s 3 zelo pomembnimi stvarmi: prehrano, prehranskimi dopolnili in seveda našimi vsakodnevnimi navadami. Ostanite z nami, danes bo izredno pomenljivo in zanimivo. Naj pa kar pozdravim naši 2 strokovnjakinji, Jasmina Kandorfer in Marija Ana Kolman. Dobrodošli. Pred menoj pa kar zahtevna naloga, da preberem, kaj nam piše Andrej. Star je 47 let in pravi: sem onkološki bolnik na zdravljenju s kemoterapijo in obsevanjem. Hkrati pa si pomagam s fitoterapijo po protokolu za onkološke bolnike. Moje splošno dobro zdravstveno stanje preseneča mojega osebnega zdravnika, saj kljub močnim citostatikom nimam praktično nobenih stranskih učinkov. Tudi stanje levkocitov je visoko. Povedal sem mu, da jemljem čago, rožni koren, eleuterokok in reishi, pri čemer me podpira. Ampak drugačno je mnenje mojega onkologa. Ta mi vse to kategorično prepoveduje, češ da bojo moji jetrni testi povišani. Sem zmeden in ne vem več, komu naj verjamem. Dragi gostje, morda Jasmina najprej tisti prvi občutek za pogum, da vendarle človek naj sam odloča o svojem telesu, je tako? Absolutno zgleda, da se je tale gledalec že nasploh kar lotil zadeve z individualizirano strategijo in prepričana sem, da ima tlele prste, vmes tudi Marija Ana Kolman s profesionalno fitoterapijo. Jaz kot delovni terapevt se bom majčkeno oddaljila od te tematike in sploh od te diagnoze in sem res hvaležna, da imamo tukaj Marijo Ano. Kot delovnega terapevta bi tukaj rekla samo, kako lahko zvišuješ kvaliteto svojega življenja, katere so tiste stvari, pri katerih res uživaš, realiziraš sebe, da ta bolezen in ta diagnoza ne postane ena in edina stvar v tvojem življenju, ampak da imaš še kaj drugega od življenja kot to. Sicer pa resnično hvaležna za fitoterapijo, sibirsko fitomedicino in pa seveda svetovanja, ki jih brezplačno za naše gledalce že leta in leta izvaja Marija Ana Kolman, ki torej pišejo na info@klepet ob kavi. Tako da sem hvaležna, da je tale gledalec že toliko naredil na tem. Je pa zmeda vseh glih prisotna, se mi zdi, da v celem slovenskem prostoru, kar Marija Ana se mi zdi, da bolj ve, ker ima večji stik s tem. Ja, Jasmina, pogosto govoriš tudi o intuiciji, da le poslušamo tisti notranji glas, ki nas popelje naprej bolj pogumno. Marija Ana, seveda, pomembne pa so besede strokovnjakinje, ki pa ima vendarle že toliko in toliko izkušenj za seboj in stvari so čisto preprosto dokazljive, saj o tem pričajo ljudje. Torej, kako bi se odzvala na te težave, o katerih poroča gospod? Težava je zelo pogosta. Zelo pogosto pride do tega razhajanja v mnenje zdravnikov, onkologov, fitoterapevtov. Gre sicer za to, protokole onkološkim bolnikom oziroma vsem bolnikom z kroničnimi boleznimi žal predpisuje farmacija. Farmaciji pa je bolnik objekt zdravljenja. Gospod je pravzaprav izpostavil to razhajanje 2 zdravnikov, njegovega osebnega in onkologa. Njegov osebni zdravnik gospoda ne gleda kot objekt zdravljenja, ampak kot subjekt zdravljenja. In to je pomembno. In jaz z veseljem ugotavljam, da vedno več zdravnikov v Sloveniji, ne le onkologov, pač različnih specialistov, človeka obravnava celostno. To pomeni, gleda ga kot subjekt zdravljenja. Ne glede na to, da seveda farmacija, ki je nadvladala medicino, za razne zdravstvene težave predpisuje sintetizirane droge z vrsto stranskimi učinki. Ampak vendarle, mnogo zdravnikov ugotavlja, kako uspešno je delovanje naravnih proizvodov, ne glede na to, so to fitoterapevtski proizvodi ali so zdravilne rastline in gobe, in svojim bolnikom svetujejo tudi naraven način reševanja problemov.
ne le onkološkim bolnikom. Pri onkoloških bolnikih je problem v tem, da farmacija nima zdravila, ki bi hkrati delovalo protitumorsko, delovalo hkrati tudi proti vnetnim procesom, ki jih sproščajo citokini, odpravljajo stranske učinke kemo in radioterapije in odpravljalo razpadle delce tumorja in toksine iz telesa. In tukaj je pomembno sodelovanje fitoterapije in uradne medicine. Bolniki se namreč pri zdravljenju soočajo z velikim izzivom. Bolezen je treba premagati. Fitoterapija ponuja naraven način podpornega zdravljenja in seveda odpravljanja stranskih učinkov, ki ga imajo zdravila. Farmacija ponuja pa enostavno načine, kako rakavo celico onesposobiti, ali z apoptozo ali z nekroptozo. Bolniku to ni pomembno. Pomembno je, da se pozdravi. Zato jaz pozdravljam vedno vsak pristop lečečega zdravnika do človeka kot individuuma. Če, kot piše ta bralec oziroma gledalec, če je njegov lečeči zdravnik ugotovil, da je njegovo zdravstveno stanje kljub težki bolezni, diagnozi in terapiji odlično, pomeni, da je gospod na pravi poti za ozdravitev. In pri tem ga njegov lečeči zdravnik podpira. Onkolog pa pač sledi navodilom, protokolom, ki jih določi farmacija. Žal pri nas fitoterapija nima mesta v uradni medicini, medtem ko tudi v Avstriji, v ostalih državah po svetu je fitoterapija del uradnega zdravljenja in seveda bolnikom ponuja paleto možnosti naravnega zdravljenja, tudi preprečevanja stranskih učinkov, kemoterapiji in radioterapiji. Zavedati se moramo, da zdravila imajo stranske učinke. Predvsem kemoterapija, ne glede na to, kako je uspešna, je strup in telo zastruplja in dodatno obremeni seveda imunski sistem, ki ima pri vsaki taki terapiji tudi nalogo, da izloči odpadne, razgradne, propadle delce tumorjev in toksinov. Oslabljeni imunski sistem tega ne bo zmogel. Zato je pomembno, da za svoje zdravje skrbimo tudi s pomočjo naravnih proizvodov. Jasmina, bi kar pritrdila lahko še zadnjim stavkom, zadnjo mislijo za gospoda Andreja, naj pogumno vztraja, ker rezultati so na dlani. Vsekakor. Pred kratkim sem bila na konferenci za efektivno medicino, kjer so bili zbrani res sami izjemni zdravniki iz vsega sveta. In zelo so poudarili ravno to, kar je Marijana Kolman danes govorila, individualiziran pristop. Se pravi, ne neki algoritmi, ti človek si tisti, ki me zanima, kakšno je tvoje stanje, nič da kar na pamet vse povprek, vse splošno, ampak da je res individualiziran, pa tudi strateški pristop. Kar ne pomeni vse neki zmešan, ampak z nekim repom, z glavo, kdaj, kaj, v kateri fazi, kakor je dejansko tudi pravi izjemno vse bolj poznan ruski onkolog, katere učenka je tudi Marijana Kolman, če ga smem omeniti, to je doktor Korepanov. Veliko tem smo že o tem posneli, ogromno pogovorov, ki jih najdete v videoknjižnici na klepetobkavi.si. Hvala lepa obema, gospod Andrej, vam pa seveda želimo vse dobro. Naj vam gre še naprej, tako kot ste sami že zapisali, da se stanje izboljšuje. Ste, res lahko rečemo, še zelo mladi in naj vam služi zdravje
Z vsem tem, kar ste že sami navedli, smo prepričani, da ste na pravi poti. Srečno, hvala pa tudi vsem vam, ki ste bili danes z nami. Ostanite.